pridobivanju tako imenovanih prometnih podatkov komunikacijska zasebnost neločljivo povezana z informacijsko zasebnostjo. Skratka, s tem, ko mi preverjamo, kdo je koga klical, kdaj ga je klical, koliko časa je govoril, ne posegamo samo v 38. člen Ustave, ampak tudi v 37. člen Ustave. Ker gre za ustavno pravico, seveda morajo veljati zelo stroga pravila in natančno določeni postopki, seveda v skladu z načelom sorazmernosti, ki ga določa tudi slovenska ustava, kdaj in v kakšnem primeru lahko posamezniki posežemo v komunikacijsko ali informacijsko zasebnost povezano s tem 37. členom. Ustava določa, da samo zakon lahko določa poseg v komunikacijsko zasebnost in sicer ustava pravi za primere vodenja kazenskih postopkov. Vsi veste, da je potrebno pridobiti odredbo sodišča, da se lahko izpis telefonskih številk za kakršenkoli kazenski postopek sploh lahko pridobi. Imamo pa seveda v Sloveniji tudi zakon o elektronskih komunikacijah, ki določa vendarle še eno možnost pridobivanja tako imenovanih prometnih podatkov. To je zakon o elektronskih komunikacijah, ki jasno določa, da se izpisi telefonskih številk lahko pridobivajo zgolj in izključno za en sam namen. In to je namen obračunavanja stroškov porabe telefonskih impulzov. V primeru Ministrstva za zunanje zadeve tega namena ni bilo. Namen je bil širši. Namen je bil preverjanje, kdo je koga klical. Na tem mestu moram poudariti, da je Ministrstvo za zunanje zadeve v določenem obdobju šlo preverjati vse telefonske številke vseh zaposlenih na Ministrstvu za zunanje zadeve. V zbirki osebnih podatkov, ki je tako nastala, je 110 000 zapisov. Prva kršitev je seveda nastala že s tem, ko so nezakonito sploh pridobili takšno zbirko osebnih podatkov. Naslednja kršitev je nastala z drugim korakom, ko so s tako imenovanim podatkovnim rudarjenjem iskali tiste, ki so komunicirali s časopisno hišo Dnevnik.